Lepo pozdravljeni. Več kot 2 leti sta že menili, odkar so pri Trebnjem odprli še zadnji odsek dolenjske avtoceste, a vsa dela v sklopu odsekov Pluska-Ponikve in Ponikve-Hrastje še niso dokončana. Poleg navezave avtoceste na Mirensko dolino, ki jo zdaj končujejo, bo med drugim treba dokončati pokriti vkop v Mirni Peči. Dela na mirenski navezavi bodo v večji meri končana do konca septembra, zatrjuje direktorica projekta Dolenjska v družbi DDC Svetovanje in inženiring Tatjana Zalokar. Kot pravi, so v družbi za avtoceste Republike Slovenije podali vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pa so že izdali sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled, sklican za petek 28. tega meseca. Na tehničnem pregledu bo določen rok za odpravo pomanjkljivosti in predvidevamo, da bo navezava Mirenske doline na avtocesto predana v promet v prvi polovici oktobra. Projekt navezave Mirenske doline na dolenjsko avtocesto je obsegal dokončanje del na viaduktu, nadvozu, to je dokončanje robnih vencev, izvedba hidroizolacije, vozišča, zasipa, opreme in tako naprej. Potem je obsegal dokončanje del na deviacijah in krožiščih, to je dokončanje zemeljskih del, izvedba voziščne konstrukcije, horizontalne, vertikalne signalizacije, razsvetljave in tako naprej. Pa tudi dokončanje prestavitve komunalno-energetskih vodov. Vrednost vseh naštetih del je 3,2 milijona evrov. Zapleta pa se pri dokončanju pokritega vkopa v Mirni Peči. Dars je za gradbene pogodbe, ki je vključevala tudi izgradnjo pokritega vkopa, odstopil. Unovčena bo bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izveden bo nov postopek oddaje del. Dela na mirnopeškem pokritem vkopu je do jeseni 2010 izvajal Vegrad. Tako so na mirnopeški navezavi, ki je del avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje, vsi objekti razen pokritega vkopa dokončani, pravi Zalokarjeva. Pogodba za premostitvene objekte na trasi avtoceste Ponikve-Hrastje, ki vključuje tudi ta pokriti vkop na mirnopeški navezavi, je bila sklenjena s partnerji v skupnem nastopu SCT, Primorje, Kraški zidar ter Vegrad za približno 7,1 milijona evrov. Od tega je vrednost pokritega vkopa po sklenjeni pogodbi približno 2/5 od omenjenega zneska, dodaja Zalokarjeva. Medtem pa se Mirnopečani ubadajo s težavami zaradi nedokončanega vkopa, kot je pred časom za našo televizijo zatrdil tamkajšnji župan Andrej Kastelic. Je pa eden od, mislim, da je najbolj perečih problemov v naši občini, kajti ljudje, ki tukaj živijo, imajo zelo velike težave, ker se promet spelje mimo čez samo naselje. Mislim, da bomo pa odprli še šolo, bo pa skoraj to nedopustno, da bomo imeli tam in promet, in šolo, in otroke. Mislim, da bo to kar velik problem. Ki ga bo morala država čim prej rešiti, poudarja Kastelic. Sicer pa smo na Darsu povprašali še o preureditvi cestninskih postaj Dob in Drnova na dolenjski avtocesti in dobili skop odgovor, da je dokumentacija za ta projekt v pripravi. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na nedavno končanem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju premierno predstavila novo kartico ugodnosti, imenovano Mozaik podjetnih. To je njihov odgovor na morebitne spremembe zborničnega sistema in na zagotavljanje članstva, pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici. Kljub temu, da se je na posvetovalnem referendumu za dozdajšnjo obliko obveznega članstva v Obrtno-podjetniški zbornici izrekla le 1/3 članov, je vodstvo zbornice prepričano, da malo gospodarstvo potrebuje svojo zbornico obrti in podjetništva. Prav v tem času obrtniki potrebujejo pomoč. Da pa je težnja politike vse legalizirati, vse napraviti na prostovoljni bazi, je pa čudno. Malo gospodarstvo je v letu 2011 zaposlovalo skoraj polovico vseh zaposlenih v Sloveniji. In v času, ko se zaradi gospodarske krize in mnogih drugih razlogov veliki gospodarski sistemi podirajo kot domine, se več kot 100 000 nosilcev obrti, samostojnih podjetnikov in lastnikov malih podjetij bori za preživetje, pravi Pavlinjek. Mi smo zadnje čase pritiskali na olajšave za vlaganje. Olajšave 40% za vlaganje, to je naše delo, naši pritiski. Vračanje tistega razpolaganja z gotovino 400 evrov. Mukotrpni posel, ampak mi smo ga
v bistvu sosirati. Saj nekdo more, zdaj pa če za to, da se pač pogoji delajo takšni, kot mora biti, se pač mora nekaj dati eno skupno blagajno. Sam če je minister za gospodarstvo priznal, da edine pobude v tem tretjem paketu, ko zdaj danes se obravnava, pametne in argumentirane so bile iz strani Obrtne zbornice. S prehodom na prostovoljno članstvo pa bi se bistveno oslabil položaj malega gospodarstva pri zastopanju interesov pred državo, je prepričan Pavlinjek. Če nimamo enega finančnega potencijala, da bi močne strokovne službe lahko plačali, je potem veliki problem. Danes še to pariramo, res pa da bomo probali čim bolj sistem obdržati, tudi pri zakonodaji zahtevamo, da sistem ostane, da še nadgradimo usluge za obrtnike in da seveda to zastopanje prav zdaj, ko se bo delovnopravna zakonodaja, ko se je pokojninska menjavala, to zastopanje moramo enostavno obdržati. Da čas gospodarske krize ni pravi za novo organiziranost zbornice, menita tudi predsednika belokranjskih obrtno-podjetniških zbornic. Mislim, da ne. Ta zbornica obstaja preko 40 let, to so jo naši kolegi, prednamci obrtniki ustanovili z namenom, ker so jo potrebovali, da so lahko skozi to zbornico interese in probleme izražali naprej vse do vlade. Tudi zmanjševanje te zbornice ne bi bila pametna, mislim, da tudi za vlado ni pametno, da jo probajo tako zrezati, kot so jo sprva mislili, ker lažje se je pogajati z eno organizacijo, kot pa če to razdrobijo za vsemi. Sam osebno sem vedno bil pristaš, da mora biti človek nekako prostovoljno pri tem, vendar z globokim zavedanjem, da rabiš organizacijo, ki te bo zastopala, preko katere se boš povezoval. In mislim, da se ravno tega premalo naši obrtniki zavedajo. Najbrž je temu kriv, da glih to, da so se ob vstopu v obrt prisiljeni bili v to organizacijo vključiti, ker je pač zakonsko bilo obvezno. Premalo jih je pa nekdo podučil, da rabiš neko organizacijo, preko katere boš uveljavil svoje interese na področju svojega poslovanja, delovanja ali še česa drugega. In zato bo morda za marsikoga po novi postavitvi, po novi shemi, bo za marsikoga ta zadeva precej težka. In se bomo s časoma šele obrtniki začeli zavedati, da potrebujemo neko povezovalno organizacijo, preko katere bomo lahko nasprot dnevni politiki nastopali. Mislim, da bo le nekje pamet prevladala in bo ta zbornica ostala nekje v okvirih, čeprav ne kaže nam prav najboljše, še zmeraj potekajo pogajanja, ampak stvari se premikajo. Tudi v obrtni zbornici mogoče ni bilo vse najboljše rešeno, moramo se tudi mi strezniti in seveda tudi uvesti nove prijeme, kako biti bolj dostopni našim članom in kako čim več njihovih problemov tudi znati rešiti v njihovo korist. Bistveno več kot doslej naj bi članom zbornice ponudil že projekt Kartica Mozaik podjetnih, ki so ga predstavili na 45. sejmu obrti in podjetnosti v Celju. Po predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti naj bi iz 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja nastala nova nacionalna inštituta, in sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Mnenja o tem so deljena. Po mnenju direktorja Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo Dušana Harlanderja gre za nedovolj premišljen predlog in se z njim ne strinjam. Razlogi za nestrinjanje so tako poslovne kot strokovne narave. Nikakor pa ne gre za to, da bi se direktorji borili za svoje stolčke, poudarja. Jaz kot zdravnik specialist bom več zaslužil, če bom delal kot zdravnik specialist, kot tukaj, kot sem zdaj direktor. Tako da, vkoliko sem jaz problem, ali pa mislim, da lahko za vse svoje kolege to rečem, se lahko zamenjamo. Direktorji zavodov so vsi strokovnjaki oziroma specialisti z področja dejavnosti obeh novih zavodov, zato pričakujejo, da bodo še naprej tvorno prispevali na svojih strokovnih področjih. Vsi pa bodo imeli tudi možnost, da se bodo potegovali za vodenje enega ali drugega novo nastalega javnega zavoda, so prepričani na zdravstvenem ministrstvu.
Nameravana reorganizacija ni skladna s cilji vlade na področju zdravstvene reforme, je prepričan Harlander. Glavna cilja sta povečanje avtonomije in odgovornosti menedžmenta v zdravstvu, a predlagano združevanje vodi v centralizacijo, meni. Potem naj bi se znižala obremenitev zdravstvenega sistema. Seveda se ne bo znižala. Tam v predlogu so zapisali, da naj bi bil letni prihranek 1,5 milijona evrov. Poglejte, predlagatelji nimajo za temi številkami nobene ekonomske analize. Kot nadaljuje Harlander, so zavodi v letu 2012 od Ministrstva za zdravje skupaj prejeli 3,4 milijona evrov za izvajanje programa javnega zdravja, ki ga plačuje država prek ministrstva. In dobimo še 2 milijona denarja od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za zdravstveno vzgojo in pa za obvladovanje, operativno obvladovanje nalezljivih bolezni. To je 5-6 milijonov evrov. In to je javni denar za vseh 9 zavodov. To je tako malo denarja, da nimaš kaj več vzeti. In jaz ne vidim, kje lahko oni tu prihranijo 1,5 milijona. V zadnjih 15 letih so se viri za izvajanje javnih programov stvarno zmanjšali. Podatek velja za novomeški zavod, tako Harlander, za 55%. Seveda vsi zavodi iščejo svoje priložnosti tudi na trgu, kjer ponujajo svoje storitve. In vsa ta podjetja, sploh pa seveda gospodarstvo, išče najboljšega ponudnika. To danes praktično pomeni najcenejšega. Seveda absolutno pod pogojem, da izpolnjujejo ponudniki visoke kakovostne zahteve. In v Sloveniji, torej med nami, regionalnimi zavodi, je 5 zavodov, ki imajo akreditacije na tem področju. Novomeški zavod ima tudi akreditacijo za analiziranje zdravil, ki jo je prejel od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. In imamo akreditacijo kot prvi v Sloveniji za kontrolni organ, katerega bistvena naloga je izdelovanje ocen za odpadke. To vam pa predvsem zato pripovedujem, ker v okviru te akreditacije smo morali izdelati tudi moralno-etični kodeks, s katerimi poskušamo kar najbolj preprečevati razne pristranosti in križanje interesov. V novomeškem zavodu je ta čas približno 115 zaposlenih. Imamo poleg tega še številne dijake in študente in dajemo delo tudi drugim podjetjem z outsourcingom. Tako recimo imamo čiščenje, pranje, varstvo pri delu, cel del pravne službe. Mnogo tega je izven zavoda, ocenjujem tam, da je to 7 do 10 ljudi še posebej ima od tega plačo. Vkolikor bo do tega združevanja prišlo, se bo to zelo hitro pokazalo v odpovedovanju vseh tistih storitev in naročil, ki smo jih sedaj imeli in za katere bojo gospodarska podjetja ocenila, da lahko prihaja za to do križanja interesov. V kratkem pisnem odgovoru z ministrstva sporočajo, da o odpuščanju v sklopu reorganizacije ne razmišljajo. Zagotovo pa bo treba določiti delovne naloge zaposlenih v obeh javnih zavodih in njihove pristojnosti, so še zapisali. Sicer pa so ključne dejavnosti novomeškega zavoda vezane na področje javnega zdravja in okolja. Na področju javnega zdravja je zanesljivo spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in seveda predlaganje ukrepov ter izvajanje promocije javnega zdravja. In mi mislimo, da te naloge dobro izvajamo, da je to je naše temeljno poslanstvo in do sedaj nam ne ministrstvo, niti ne Inštitut za varovanje zdravja ni nikoli nič očital. Na področju okolja so pa nažalost vse naloge sedaj tako zastavljene, da so to v bistvu tržni viri. Se pravi, gospodarski subjekti naročajo storitve, recimo meritve hrupa, meritve emisij v zrak, druge stvari, potem odpadne vode, analiziranje odpadkov, ocenjevanje odpadkov in ne navsezadnje tudi analiziranje zraka ali pa raznih farmacevtskih pripravkov.
Na zavodu namesto reorganizacije predlagajo več rešitev, med drugim oblikovanje javno-zdravstvenih timov in mreže izvajalcev programov javnega zdravja po zdravstvenih regijah. In določiti število teh timov v Sloveniji. In naj potem država ugotovi, kaj lahko plača, pa kaj ne. Če se gremo za to napovedano reorganizacijo, se hočejo temu izogniti. Hočejo vse imeti v eni hiši, ja, vsi smo za vse, to je, kar je, in jaz mislim, da to ni prav. Na Inštitutu za varovanje zdravja pa predvideno združitev vidijo kot korak v pravo smer. Saj gre po našem mnenju za racionalnejšo organiziranost dejavnosti ob doseganju maksimalne koristi in zadovoljstva uporabnikov. Posebej smo veseli predloga 2 nacionalnih inštitutov, torej 2 javnih zavodov, ki bi izvajala javno službo na tem področju. Taka organiziranost je IVZ predlagal že v okviru javne razprave v prvotnem predlogu, ki je sicer predvideval združevanje v enovito organizacijo. Seljakova obenem zavrača namigovanja, da namera o povezovanju poteka zaradi sanacije negativnega poslovanja Inštituta za varovanje zdravja. Saj bi sanacijo lahko zagotovili že s tem, da bi upoštevali sedanje predpise glede delitve dela na območni in nacionalni ravni. Je pa vprašanje, ali bi bilo po 20 letih, ko se to ni upoštevalo, sedaj smiselno to urejati na tak način. Zdaj je na potezi Državni zbor. Vlada je namreč na eni od zadnjih rednih sej določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ter ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Potem, ko so v novomeški Krki minuli teden gostili mednarodna gastrosimpozija, sta tokrat z mednarodno udeležbo postregla simpozija Ohranimo srce, premagajmo popuščanje. Več kot 200 udeležencev iz 13 evropskih in azijskih držav je obravnavalo zdravljenje srčnega popuščanja z zdravili. Tema je aktualna, saj so bolezni srca in ožilja vodilni vzrok za smrti v Sloveniji in eden glavnih razlogov za sprejem v bolnišnico. Eden največjih obremenilnih faktorjev za naš zdravstveni sistem. Vsi se bojimo raka, ampak večina Slovencev ne bo umrla zaradi raka, ampak zaradi bolezni srca in ožilja, zato moramo na tem področju še veliko narediti, veliko preprečiti in veliko kakovosti življenja izboljšati. 4 strokovnjaki za zdravljenje srčno-žilnih bolezni so na 2 simpozijih predstavili priporočila za najprimernejša zdravila znotraj različnih terapevtskih skupin zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju srčnega popuščanja. Ključno je, da smo se lotili določenih vprašanj, ki še niso čisto razčiščene. V medicini se vedno pojavljajo vprašanja, z novimi znanji vedno dobivamo nove neznanke in taki simpozij, kjer je veliko zdravnikov iz različnih koncev sveta, iz različnih strok, lahko ta mnenja izmenjamo in potem skupaj sintetiziramo eno skupen pogled na to, kako pomagati našim bolnikom. Zelo pomembno je, da smo izbrali temo srčno popuščanje. Srčno popuščanje pri bolnikih povzroča v bistvu najslabšo kvaliteto življenja in prav s pravilnim zdravljenjem že od vsega začetka, takrat, ko v bistvu simptomatika še ni tako izražena, s pravilnim zdravljenjem lahko v bistvu bistveno podaljšamo življenjsko dobo teh bolnikov in pa tudi izboljšamo njihovo kvaliteto. In pa to, da smo postavili mesto, tako nam rekla samo Krkinih izdelkov, ampak mesto v bistvu terapevtskih skupin AC zaviralcev in zmanjšanje maščob v krvi, zdravil za zmanjšanje maščob v krvi, kot tudi v bistvu sartanom. Te so najvažnejše skupine. Strokovni del obeh simpozijev je vodil profesor Zbigniew Antoni Gacjong, eden izmed vodilnih mednarodno priznanih poljskih strokovnjakov za zdravljenje hipertenzije oziroma povišenega krvnega tlaka. Po njegovem je bil simpozij zelo zanimiv in poučen za zdravnike. Nowadays heart failure has become a major problem for both public health. V današnjem svetu je namreč srčno popuščanje zelo resna bolezen, ki močno vpliva ne le na zdravstveni sistem, ampak tudi na zdravnike in ne nazadnje na bolnike.
V predstavitvenem filmu smo si ogledali glavne podatke o epidemiologiji, diagnozi ter prognozi srčnega popuščanja, iz katerih je bilo razvidno, da bolezen zaradi staranja prebivalstva postaja vse pogostejša in je danes glavni vzrok za hospitalizacijo pri prebivalstvu nad 65 letom starosti. Prav tako je prognoza pri tej bolezni zelo slaba, še slabša kot pri bolnikih z rakom, dodaja. In kar je še pomembneje, kakovost življenja pri bolnikih s srčnim popuščanjem je izjemno nizka. Zato bi morali narediti vse, da bi izboljšali odkrivanje, preprečevanje in zdravljenje te bolezni. Srčno popuščanje prizadene približno 2% prebivalstva, na svetu pa ima to bolezen 14 milijonov ljudi. Njihova umrljivost je velika, obolevnost izrazito neugodna, zdravljenje, zlasti bolnišnično, pa drago. Zato je preprečevanje najučinkovitejša metoda, saj je bolezen zmeraj bolje preprečiti kot zdraviti, meni poljski strokovnjak. Preprečevanje bolezni pomeni imeti nadzor nad dejavniki tveganja, kot so visok krvni tlak, hiperlipidemija, presnovne bolezni, kot je sladkorna bolezen in tako naprej. Na simpoziju smo razpravljali o tem, kako najbolje zdraviti povišen krvni tlak, ter se vprašali, ali imajo pri zdravljenju bolnikov s srčnim popuščanjem svoje mesto tudi statini. Ko govorimo o preprečevanju srčnega popuščanja, so to vrstne teme med najpomembnejšimi. Medicinska direktorica Krke Breda Barbič-Žagar je na simpoziju predstavila dolgoletne Krkine izkušnje pri zdravljenju srčno-žilnih bolezni. Vemo, da so bolezni srca in ožilja eden vodilnih vzrokov oziroma prvi vzrok, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah sveta. In z Krko so ključna prav terapevtska skupina za zdravil za bolezni srca in žilja. Kar 45% izdelkov Krka prodaja in proizvaja za te bolezni. Krkina zdravila za zdravljenje srčno-žilnih bolezni so uveljavljena v številnih državah. Njeni tradicionalni trgi pa segajo od Vladivostoka do Lizbone. Prva je vzhodnoevropska država, Rusija, potem Poljska in pa seveda veliko v zadnjem času polagamo tudi v Zahodno Evropo, kjer so veliki trgi, kot so Velika Britanija, Nemčija in pa Italija. S Krko in njenimi izdelki so dobro seznanjeni tudi gostje simpozija. Največ jih je prišlo iz Slovaške, Madžarske in Poljske, ter iz vzhodnoevropskih in azijskih držav. And first of all, I want to thank for the chance to participate in this symposium. Najprej bi se rada zahvalila Krki za možnost udeležbe na tem simpoziju, ki je bil odlično organiziran in je postregel zanimivimi ter uporabnimi predavanji. Med predavanji smo lahko preverili svoje znanje in odkrili marsikaj novega, kar bomo lahko uporabili pri vsakodnevnem delu. Takšna srečanja so zelo dobrodošla za izmenjavo mnenj ter ustvarjanje novih poznanstev med kolegi zdravniki, dodaja. Izpostavila bi predavanje o sartanjih. Valsartan je v moji zdravniški praksi med 5 zdravili, ki jih najpogosteje predpišem. To zdravilo je zelo pomembno zaradi svojega širokega spektra indikacij, od zdravljenja srčnega popuščanja do zdravljenja visokega krvnega tlaka, ter zelo dobrega varnostnega profila brez neželenih učinkov. To zdravilo res rada uporabljam. Gost iz Uzbekistana je poudaril, da je v zadnjem času na področju kardiologije pomembno vprašanje varnosti zdravil. Именно этой проблемы сегодня мы еще раз убедились в том, что компания КРК последние почти 30 лет очень... In prav danes smo se še enkrat prepričali o tem, da Krka v zadnjih, skoraj 30 letih, ogromno prispeva k reševanju vprašanj glede varnosti zdravil. Današnjemu simpoziju gre zahvala za to, da se pojavlja globoko prepričanje o tem, da perspektiva kardiologije ni v kirurgiji ali netradicionalni kardiologiji, ampak prav v razvoju kardiologije, torej brez kirurgije. Že danes gre še posebej Krki zahvala za to, da se pojavljajo zdravila, ki jim pravimo zdravila skalpeli, zaradi katerih imamo možnost vplivati na kardiovaskularno patologijo. Благодаря которых у нас появляется возможность влияния на кардиоваскулярную континуум. Na njegovi kliniki imajo bogate izkušnje s Krkinimi zdravili.
которые внедрялись широко в практику, начиная с 80-х годов. Ki so se začela uveljavljati v praksi že v začetku 80-ih let. Še posebej na področju zaviralcev ACE in sartanov in zdravil za zmanjševanje ravni lipidov ima Krka nedvomno prednost. Zato menim in upam, govorim na podlagi svojih lastnih izkušenj in izsledkov naših raziskovalcev, da bodo ta zdravila v bližnji prihodnosti dala še boljše rezultate. Эти препараты в ближайшем будущем будут давать еще большие результаты. Simpozij je postregel z zanimivimi podatki, še posebej stališča z dokazi podprte medicine. Predstavljena so bila nova zdravila, ki so potrjevala svojo učinkovitost, vplivala na podaljšanje življenja in na kakovost življenja, je povedal gost iz Turkmenistana. To, что касается ваших лекарственных препаратов на территории Туркменистана. Kar pa zadeva vaša zdravila, so v Turkmenistanu zelo široko predstavljena. In kot je povedal naš predsednik države, je treba uporabljati tista zdravila proizvajalcev, ki so potrdila svojo učinkovitost in katerih razmerje med ceno in učinkovitostjo je dovolj dobro. Zdravila iz te skupine, prav vaše skupine kardiovaskularnih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje bolezni srca, se v Turkmenistanu uporabljajo zelo široko in so tudi dokazala svojo učinkovitost. Очень широко применяется на территории Туркменистана и доказали свою эффективность. Krka svojo široko in sodobno paleto zdravil za srčno-žilne bolezni sledi smernicam zdravljenja hipertenzije, hiperlipidemije, srčnega popuščanja in drugih srčno-žilnih bolezni, so se strinjali naši sogovorniki. S tem smo prišli do konca tokratne izdaje Smo dobri gospodarji. Prispevke si lahko ogledate tudi na spletni strani vaskanal.com, z nami pa bodite spet prihodnji torek. Nasvidenje.